Živijo, ime mi je Alina Marzel, stara sem 39 let, sem iz Koroške, iz Virno, drugače živim v Ljubljani. Ukvarjam se z digitalnim marketingom oziroma sem vodja digitalnih projektov in skrbnik spletnih strani. Moji hobiji so pretežno šport, vodim TRX vadbo, trenutno pridobivam licenco za osebnega trenerja, veganka sem pa že od leta 2016. Za vegetarijanstvo sem slišala verjetno že kar zgodaj. In mi ta koncept mi je bil v bistvu všeč, ker sem vedno imela rada živali. Tako da iz etičnega stališča se mi to ni zdelo nič ekstremnega. In sem tudi tekom odraščanja oziroma pač svojega življenja se nagibala k temu, da jem več zelenjave oziroma rastlinskega in sem tudi, mislim, da sem nekje v času študija sem nehala jesti goveje meso in svinjino. Potem sem nekaj časa jedla samo ribe. V glavnem, imela sem nekako to željo, da čim manj posegam po živalski prehrani oziroma pač živalskih izdelkih. Ja, čeprav sem vedno uživala bolj rastlinsko hrano, še vedno sem jedla ribe, pa piščanca in mogoče ne to govedine pa svinjine. Sem potem spoznala enega prijatelja, ki je bil vegan. V bistvu sem skupaj bila na TRX treningih, potem sva skupaj hodila tudi v fitness, on je hodil na maratone in bil je vegan. In čist super športno postavo je imel, energijo, vem, da je tudi pridobival pol mišično maso, tako da potem se mi postavilo to vprašanje, a res potrebujemo meso za to, da dobimo vse vitamine, vse minerale in pa seveda proteine, kar je pač najpogostejša bojazen. Tako da mi je bil on nekako vzor oziroma dober razlog, da tudi jaz poskusim ta način prehranjevanja, ker sem vseeno hotela pač nekako bolj na varen način spremeniti prehrano. Sem šla najprej na vegetarijanstvo, potem pa na veganstvo. Ko sem prešla na vegansko prehrano, v tistem času sem dejansko imela avtoimunsko bolezen, ki se reče Hashimoto tiroiditis. To je stanje, ko tvoj imunski sistem napada ščitnico oziroma jo oslabi. Zaradi tega sem jemala tablete in bi jih mogla jemati do konca življenja. Ampak vseeno me je mikalo, da bi poizvedela o tem, ali je mogoče s prehrano, rastlinsko prehrano, pozdraviti to stanje, ker vemo, da z rastlinsko prehrano lahko različne bolezni pozdravimo. In zato sem začela raziskovati, veliko brati, v stik sem stopila z nekaterimi ljudmi, ki so imeli to bolezen in so jo premagali ravno na ta način, da so prišli na rastlinsko prehrano. Tako da, ker sem na rastlinski prehrani bila že sama, sem potem samo še ukinila gluten. Zato, ker pri imunskem sistemu gre za to, da karkoli povzroča v telesu vnetja, to oslabi imunski sistem in pač eno od teh je tudi gluten. Vemo pa, da živalski izdelki povzročajo vnetja in zato je nekako to podlaga za izboljšanje imunskega sistema. Čez nekaj časa sem potem prenehala jemati tablete, seveda šla k zdravniku na kontrolo in zdaj že 2 leti v bistvu živim brez tablet in zdrava, tako da sem se pozdravila z pravo prehrano to stanje. Tudi nisem edina, tudi moja prijateljica so ji postavili diagnozo Hashimoto in
sem ji svetovala, oziroma je sama prišla do mene, ker je vedela, na kak način sem se jaz pozdravila. In je 3 mesece je bila na brezglutenski veganski prehrani in uspešno pozdravila bolezen, tako da zdaj nadaljuje z to prehrano. Tako da. Odziv družine je bil pozitiven. Morda je na začetku mama malo podvomila v tem, oziroma je skrbela, ali bom vnašala v telo dosti vseh vitaminov in vseh pač potrebnih snovi. Ampak kar hitro je sprejela to oče tudi. In s časoma, ko sem prihajala domov iz Ljubljane na Koroško, seveda sta tudi pripravljala takrat obroke veganske in jih tudi ona dva jedla, nista posebej za mene pripravljala obrokov, tako da to se mi je zdelo res super. In s časoma sta tudi ona dva prišla na vegansko prehrano in sta zdaj v bistvu že 1 leto vegana, tako da vse pohvale mojim staršem res, da sta se v bistvu poučila o tem in videla, da je to res dosti bolj zdrav način prehranjevanja. V teh svojih 3 letih veganstva je v bistvu šele to poletje 2019 postalo nekako prelomno, ko sem začela biti bolj dejavna kot aktivistka. V bistvu nikoli se nisem želela nekako izpostavljati, oziroma so se mi ti aktivistični načini, pristopi nekako zdeli bolj primerni za nekoga, ki je bolj ekstrovertiran, ker je vseeno nekako sem malo bolj na introvertirani strani. Ampak čutila pa sem, da želim narediti nekaj več, kot samo deliti slike veganske hrane ali pa, ne vem, lajkati veganske stvari, deliti veganske objave. Tako da v bistvu sem morala iti iz cone udobja, ampak je bila zelo nagrajena ta izkušnja, tako da lahko rečem, ja, da sem postala aktivistka in da se moja aktivistična pot v bistvu samo še nadaljuje močno. Jaz si želim, da bi bil vsak vegan aktivist. Zato, ker se mi zdi, da lahko na tak način naredimo največ. Vem, da je gledano na različne stvari kot tudi to, da se ti samo pogovarjaš o tem kot način aktivizma. Tudi to, da deliš slike veganske prehrane, je nek način aktivizma in se popolnoma strinjam. Ampak se mi zdi, da gibanje potrebuje maso oziroma številke. Zato, ker se ljudje raje odločijo slediti nečemu, nekemu gibanju, v katerem je več ljudi, kot pa če je res samo neka peščica ljudi. Tako da, ja, se mi zdi, da če imaš res tisto željo, da hočeš nekaj spremeniti, da postaneš aktivist. Torej, ja, kot sem že prej omenila, na začetku se ukvarjam v prostem času z vodenjem TRX vadbe. To je funkcionalna vadba z neelastičnimi trakovi, kjer uporabljaš lastno težo, tako da v bistvu sam stopnjuješ nivo napredovanja. Vadba je zelo primerna za vse starosti, tudi za veliko strank, ki ima poškodbe, tako da vedno se lahko prilagodi določena vaja. Ja, rada bi nagovorila vegane, ki še niste aktivisti. Rada bi vas spodbudila k temu, da postanete bolj aktivni. Vem, da se to ne zgodi čez noč, da vsi potrebujemo nek čas. Mogoče ta čas izkoristimo za to, da se izobrazimo o veganstvu, da pridobivamo čim več informacij, zato ker
Znanje je v bistvu naša najboljša obramba, ampak vas spodbudim, da stopite iz tiste cone udobja in da, če lahko naredite kaj več za živali, da to naredite, ker enkrat, ko se podaš v ta aktivistični svet, spoznaš, da tudi dobiš veliko nazaj, ne samo daješ, ampak dobiš, spoznaš isto misleče ljudi in ti je nekako lažje, ker jaz vem, ko sem bila na začetku svoje veganske poti, sem se počutila zelo osamljeno, ker pač nisem poznala veliko veganov in se ti zdi, da sam skoraj da ne moreš spremeniti sveta, potem pa se začneš udeleževati aktivističnih gibanj in nekako širi svoj veganski krog spoznanstev in ti je lažje in svet zgleda bolj optimističen glede napredka veganstva. Za nevegane pa v bistvu samo to, da so na voljo informacije, da ne soditi stvari na podlagi, kar vam je bilo, kar ste se naučili v preteklosti, kaj vam pogojuje kultura, kaj večina počne, ampak da razmišljate za svojo glavo, da pridobite informacije in da se potem odločite, ali želite prispevati k temu načinu nasilja nad živalmi, onesnaževanja okolja in škodovanja sebi. Vsekakor se mi zdi, da v današnjem svetu, kjer so informacije v bistvu samo en klik stran, je ignoranca izbira. Jaz mislim, da se vegane vidi kot agresivne zgolj zato, ker je vse jedcem, nekako jih opominjamo na to, kaj počnejo. In večini mesojedcev nekako že povežejo to, da nekako njihove moralne vrednote ne grejo z njihovimi dejanji.